Vid, kako si kaj? Kaj počneš te dni? Super, nikoli si nisem mislil, da bom daj sedel nasproti tebe kot tvoj gost. Kaj da ne? Res, spremljam te že od najstništva in tako. A te lahko prosim nekaj vprašam na isti način, kot si ti Vladeta Kreslina vprašal v pesmi Samo ti? No, pa daj. Kaj hudiča je teh 7 kozarcev tlele? Ja, voda za odžejitev, pa da si malo splahnem, kadar se kaj zatakne, pa rezerva. Mečken me paranoja daje, za vsak slučaj. Okay. Kaj sem pomislil, ker je to MDMA, amfetamin, LSD, spopol, ne? Mislim, Veo se pogovarjati, trajci. Deva. Novo predstavo imaš. Res je. Povej mi kaj več. Naslov je Seks po slovensko. Ja, sem šel kar v to temo. Tako se mi zdi, da to je taka ena prežvečena tema, ampak da pa vsi, ko jo večjo, zelo splošno govorijo in se hotel se malo bolj poglobiti. Ni mi ratal. Niti ratal, kaj? Ni mi ratal poglobice, ampak sem pa dobil dosti dober odziv, da sem vesel, da bom lahko hodil z njo okrog. Morda prežvečena, ampak hudo hvaležna za slovensko publiko, a ne da? Pa načeloma za katerokoli publiko. Ja. Ko gledaš ostale komike, ala Louis C.K., Bill Burr in tako naprej, imajo zelo veliko družbene kritike, ampak zelo hitro se znajdemo tudi pri moško-ženskih odnosih o takih temah, ker so... Zmeri so dobri štosi, ker jih prepoznamo, ker čisto res je. Ampak ti to počneš zdaj že v svoji drugi predstavi, že spet ponovno se lotevaš, pravzaprav priznajva iste teme. Prva predstava je bila, imela naslov Tvoj bodoči bivši mož. Žensko-moški odnosi. Ja, kaj hočeš reči, ne razumem? Hočem reči, da si zavohal, kje je gnar. A ja, to? Kje razmerje treba je, kje se splača? Ne, meni se sam to... Ne zameri, namigujem. Ja, vem, ampak to se mi dogaja, veš, jaz nisem intelektualec, jaz ne razmišljam o pomembnih stvarih. Ženske, to resna veza, samski življenja, veš, to mene zanima. Ker si še vedno samski? Ta družbeni aspekt tega samega odnosa in odnosov, ki se dogajajo med nami. Te zanima. Ja. Seveda, ki je pravzaprav en vodnak neskončnih idej in priložnosti. In situacij. Te čisto razumem. Koliko si bil uspešen s prvo oddajo? S prvo predstavo? Prva je bila kar uspešna. Za moje merile sem imel skoraj 165 ponovitev. 165 ponovitev, kar ni malo. Bravo. Hvala. Sem zelo vesel, da je šlo tako dobro. Še to, da te vprašam, si stand-up komik, s tem se zdaj profesionalno ukvarjaš, dobiš za to denar, zato ti lahko nima ti nihče reči, da si amater, ker si profesionalec, služiš denar, preživljaš se s tem. Kaj bi pa počel, če ne bi bil stand-up komik? Ker najbrž nisi načrtoval kot, ne vem, na gimnaziji še, jaz bom šel pa študirati stand-up komištvo. Ne. Jaz sem hotel biti igralec, ampak mi to ni ratal, ker me na AGRFT niso hotel imeti. Si šel na sprejemne? Dvakrat sem šel na sprejemne, in potem ta drugič, ko me niso vzeli tako, prav, pa je bila ta lisica pa grozdje, pa nočem tega grozdja, v redu. Vam bom že pokazal, da sem sam kurac. Ampak študiral si pa kaj? Germanistiko. Germanistiko. Ja, 2 leti in ich habe Deutsch gesprochen. Veš, kaj bilo smešno? Zdaj boste mogli to podnapisati dati, ne? Ker sem po nemško. Zakaj pa ne? Ne, ampak smešno je bilo to, da jaz sem prišel šele, najprej sem prvič nisem bil sprejet na AGRFT, pa sem 1 leto pač bluzil, pa malo delal, pa tako. Drugo leto nisem bil sprejet na AGRFT, sem šel v vojsko in po vojski, ko sem prišel, sem se vpisal na germanistiko, se pravi že 2 leti po gimnaziji in sem prišel v razred, kjer so bili večina Prekmurcev, vsi, to je bil v bistvu drugi jezik, ta nemščina, jaz sem bil pa s slovarčkom tam zraven, ki je bila profesorca. Kaj je bilo to? Ampak predstavljam si, da nemščino kar obvladaš, ne, če greš studirati germanistiko. Ja, bi se lahko tekoče pogovarjal z Mojco Mavec? Ne, jaz mislim, da ne. Ker ona ful obvlada. A nemško prav dobro govori? Ful, stari. Ne, jaz bi Tudi piše. Tudi piše nemško? Prevaja. Stari. A pa sam nemščina? Ker si se pravzaprav nekako, mogoče ne hote, zdaj s to svojo predstavo ljudem predavaš o seksu, si se pravzaprav razglasil za seksualnega strokovnjaka. A te lahko... To bi te... Ne. Jonas, ti si me ravno kar...
razglasil za seksualnega strokovnjaka. Za kar se ti zahvaljujem? Hvala, lepo, da nisem rabo jaz. In če ta moja teorija drži, naj ti zastavim par vprašanj, zelo kratkih, recimo, da vidimo, koliko vladaš. Tule so rekviziti, ki jih boš potreboval, ali pa tudi ne, na voljo pač so. A je to iz Frozen slučajno, ta princesa? Nočeš vedeti. Let it go. Zanima me, če veš, kakšna je seksualna poza imenovana pajek. A je to, jaz temu rečem jockey style. Evo, v pomoč. Ne, to je... A bi jo lahko pokazal s temi lutkami, kako to bi izgledalo? Če jim zlomam noge. A sta lahko dve ženski? Tako nekako to izgleda. Okay. Se vidi? Samokolnica! No to najbrž. Samokolnica se predstavljaš, ne rabiš po slike. Kako izgleda samokolnica? A je to? Ja, v bistvu bi ga mogel tle zagraviti, ja, takole, ja. Slab! Slab! O, šita, to je uno, ki je ona z glavo dol, ki si tilnik lom. Na mizi in ona pada. Laseji kot v slapu padajo. Zakaj ima on noge gor? Sem upal, da mi boš ti razložil. On čepi na njej, dobesedno, ali kva? Skratka. A si ti to preizkusil? Jaz tega še nisem. Ne, nikoli. Nisi nikoli? Samo teoretično. Iz domišljije. Vid, hvala ti za tale obisk, lepo se imej. Hvala tebi za povabilo. Pridi še kdaj. Veselem. Vid Malič!